Kar bi povedala o NLP-ju je to, da sem predtem, predno sem prišla na NLP, predno sem prišla k Aleksandru na njegove delavnice, že verjetno kako desetletje brskala po sebi in sem postala, meni se zdi, res mojstrica v tem, da najdem vse, kar je v meni, tisto, kar je treba popraviti. In nisem pa imela orodja, s katerim bi te stvari premikala, naredila res premike in preboje, da bi tisto popravila, kar je pač se mislila, da je za popraviti. Tako da, ko sem prišla na NLP tečaj, sem ugotovila, da je to tukaj prava stvar in da je tu toliko tehnik, s katerimi lahko premikam svoje meje, premikam svoje omejitve, da res v tem trenutku ne poznam boljšega orodja za delanje teh premikov in sem res hvaležna za to, da sem imela to možnost in da sem se udeležila NLP praktika. Seveda nadaljujem NLP mojstra. Konkretno bi pa izpostavila eno stvar in mogoče dve, no, ampak najprej eno, da kar mi je najbolj prinesel predvsem ta vikend, vaj, ki smo jih tukaj delali, je to, da sem ugotovila, da je v meni moč, da premaknem svoje čustveno stanje iz K-, iz torej negativnega, zaskrbljenega v sproščeno, igrivo in nasmejano in da ni moja narava tista resna in odgovorna, ne, ampak da je moja narava to, da se odločim, kakšna sem lahko in to mi je dal NLP, da res znam to premakniti. In danes zjutraj, ko sem se zbudila, moram reči, nisem ravno pridna v teh nalogah, ko je Aleksander vsak dan povedal, ne, dajte si namero, nisem dala namere, ampak očitno je Aleksander to namero tako lepo subtilno vstavil noter, ne, da danes zjutraj, ko sem se zbudila, je bila prva misel, wow, ti tukaj v srcu čutiš nekaj drugega, čutiš neko moč, neko samozavest, neko čisto drugo lastno vrednost, ne, in s tem se mi zdi, da zdaj, ko bom šla v svet, bom lažje delila sebe, tisto pravo sebe, no. Tako da hvala vsem, ki ste mi na tej poti pomagali in mislim, da smo se tako med sabo povezali z nekimi nevidnimi, srčnimi vezmi, da bomo itak vedno povezani. Hvala.